Lepo pozdravljeni, gospod župan Franci Rokavec. Leto se je komaj začelo, pa je januarja že konec, hitro je šel mimo. Seveda veliko je pa dela in vseh opravil, ki jih tule na občini imate v tem trenutku. Tečejo projekti, nekateri so v pripravi, tako da ste polno zaposleni in seveda ni čudno, da boste morali že kar po prvem mesecu narediti tudi prvi rebalans proračuna za letošnje leto. Pa zdaj, gospod župan, zakaj je potreben ta rebalans in seveda kaj spreminjate? Ja, lep pozdrav tudi vam in spoštovanim gledalkam in gledalcem. Zdaj res je, da smo še na začetku leta, pa delamo rebalans, vendar glede na to, da je bil osnovni proračun za leto 2022 sprejet že decembra leta 2020, je že, določeno obdobje, ki jasno opredeljuje, da čisto vseh zadev je bilo pa težko v tem času dovolj natančno vrednotiti, opredeliti, pa tudi predvideti. Nenazadnje je tukaj tudi epidemija korona virusa tudi prispevala svoje. Vendar predvsem je osnovni razlog za spremembo in dopolnitev proračuna v tem, da lahko zdaj že z gotovostjo zatrdim, da smo določene osnovne načrte, ki smo si jih zadali takrat ob sprejetju proračuna za leto 2022 v decembru leta 2020, presegli in da bomo lahko naredili več, kot smo takrat recimo predvidevali v decembru 2020. Z tega naslova so potem tudi najbolj potrebni popravki v rebalansu proračuna. Prvi razlog je v tem, da je občina v lanskem letu bila uspešna pri svojem finančnem poslovanju. Del razloga je zagotovo tudi v tem, da je višja povprečnina, pa tudi zagotovo aktivnost občinske uprave pri pridobivanju dodatnih sredstev iz državnega proračuna oziroma evropskih virov. Potem je tukaj tudi sprememba kohezijske regije, v katero je občina stopila z novo finančno perspektivo. Pol je tukaj tudi sklad za okrevanje, ki je bil v tem času tudi sprejet, ki pri osnovnem predlogu proračuna še ni bil tako jasen, kot je recimo danes. In vse to nakazuje, da moramo pri ključnih projektih, ki smo jih opredelili, narediti določene popravke. Ena od teh zadev je zagotovo zaključek vrtca Najdi Hojca. Ob vrtcu Najdi Hojca se bo uredila tudi v celoti cesta komandanta Staneta, glavna cesta čez Rozmanov trg, že kar dolgo časa se na njo ni posegalo. Opremljena bo zraven tudi še z določenim delom dodatnih javnih parkirišč. Predvsem pa bo ta cesta, ko se bo uredila, tudi večnamenska cesta, na eni strani bo omogočala bolj varno prometno ureditev na tem delu, urejeni bojo tudi pločniki za pešce in pa seveda tudi kolesarska povezava. Če delamo kolesarsko povezavo, ki se na koncu Valvazorjevega trga zaključi in gre proti Kresnicam oziroma Ljubljani, potem mislim, da je tukaj smiselno, da iščemo nadaljnjo povezavo do konca Valvazorjevega trga, ulice Mere Preglavi in potem v nadaljevanju Rozmanov trg in pa potem seveda Ježa in pa v smeri proti Šmartnemu. Tako da naj bi ob zaključku vrtca Najdi Hojca uredili tudi celoti, glavno cestno povezavo skozi Rozmanov trg. Potem druga taka pomembna investicija je zagotovo zaključek kolesarske povezave Litija-Pogonik, pa potem v nadaljevanju Kresnice. Tukaj moram reči, da bomo na relaciji Beden-Puščentjur uredili tudi in vgradili tudi vodovodno omrežje, tako da bo tudi naselje Puščentjur lahko preskrbljeno z glavnim vodovodnim sistemom Litija-Šmartno.
Potem imamo se pravi šolo Hotič, kjer bomo namenili več sredstev, kot je bilo v letu, za začetek gradnje. Gradnja po naši oceni se bi začela že poleti v letošnjem letu, zdaj se izdeluje PZI dokumentacija in pripravljamo se pravi podlago za pripravo razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca del. Potem pa seveda sledijo predvsem določeni poudarki na vodovodnih sistemih ostalih, tukaj vodovod Dole, Mamolj, Leše, ki so po vrstnem redu. Tisti nadaljnji sistemi, ki bodo šli v začetek realizacije že tudi v letošnjem letu. Pol je tukaj še določena cestna infrastruktura, se pravi širitev in pa ureditev povezave Litija-Sava, predvsem dodatne 500 metrov od železniškega nivojskega prehoda naprej se bo uredila cesta proti naselju Ponoviče. Potem so še drugi odseki, tako v krajevni skupnosti Dole, Gabrovka, potem Polšnik. Pri Polšniku gre za, se pravi, tudi sanacijo glavne ceste, na tem glavnem delu, se pravi Kleviše, centralni del naselja Polšnik. Potem je pri cestni infrastrukturi še določeni posegi in pa sanacija ceste proti Kresniškemu vrhu, Jevnica, proti smeri proti Lazam. Potem so še cesta mimo Geosa na Vačah, sanacija ceste v Konšico, se pravi glavna cesta. Tako da tudi na cestni infrastrukturi je veliko, se pravi, planiranih investicij. Potem je tukaj še, se pravi, športna infrastruktura. Pri športni infrastrukturi je, se pravi, ta tako imenovani kolesarski poligon Pump-Track, ki bo se izvedel na Ježi. Dokumentacija je v zaključni fazi pridobivanja, sanacija strehe na športnem domu v Kresnicah in tudi postavitev sončne elektrarne na tem objektu. Ta del gre pa predvsem v povezavi s projektom Kanalizacija Kresnice, kjer se tudi prijavljamo na sam razpis Ministrstva za okolje in prostor za projektom kanalizacije. In je en pogoj tudi samooskrba z električno energijo in mislim, da je ob sanaciji športnega doma smiselno urediti hkrati tudi, se pravi, to, se pravi, investicijo. In pa nakup zemljišča na, se pravi, področju športa za športni center Dole. Se pravi, končno bo na tem območju vse, kar se tiče smučišča in tudi, se pravi, tukaj v povezavi z širitvijo ob šoli Dole za večnamenski objekt, tako gasilski dom kot večnamensko dvorano, pridobljen potrebna zemljišča tudi za, se pravi, ureditev te investicije v bodoče. Potem je še nekaj manjših, se pravi, projektov, ki vključujejo, se pravi, sanacijo, predvsem hidroizolacijo kulturnega centra, popravilo dela strehe tukajle na vrh, se pravi, določenih ključnih, se pravi, teh končnih delov na Sodniji, na muzeju, potem priprava vse potrebne dokumentacije, kar se tiče sanacije in pa obnove Plečnikovega spomenika, tako da dejansko res investicij je kar veliko in predvsem si želimo, da bi za takim usklajenim delom tudi v povezavi z krajevnimi skupnostmi najdel na koncu tudi najboljše rešitve. Župan, zdaj ste našteli projektov, to je kar za na 2 mandata, takole čez prst. Res je veliko tega, kar načrtujete in kar že delno tudi teče. Ampak če ostaneva za hipet še pri vrtcu Litija, kako je zdaj, v kateri fazi je, se projekt končuje?
Projekt se zaključuje, trenutno se izvajajo obrtniško-inštalaterska dela, se pravi ta notranja urejanje objekta, v pripravi potem spomladanskem času seveda tudi fasada in za prvo fazo je, se pravi, rok dokončanja konec meseca maja in ta po vseh, bi rekel, dosedanjih, bi rekel, okvirih, ki jih zasledujemo, bo zagotovo tudi zaključen. V teh dneh bomo pridobili vso potrebno dokumentacijo za vložitev za gradbeno dovoljenje, se pravi zunanje ureditve vrtca, in pa izdeluje se ta PZI dokumentacija za ureditev glavne cestne povezave skozi Rozmanov trg. Tukaj pa želimo, da bi oddali dela najkasneje v mesecu maju za izvedbo, zato da bi potem v tem poletnem obdobju, kjer je potrebno, se pravi, da niso otroci v vrtcu, opraviti rušitev starega objekta, ureditev te zunanje okolice, parkirišča in pa, se pravi, glavna cesta. To pa naj bi se izvajalo predvsem v tem poletnem času, zato da bi, ker je tudi takrat manj prometa, manj moteče, pa da seveda, da bo res dejansko vse skupaj urejeno do začetka novega šolskega leta. Boste spremenili tudi prometni režim na Rozmanovem trgu? Tako je, do odcepa ulice, se pravi Luke Sveca, bo potem ta del ceste enosmeren, v povezavi, se pravi Litija, se pravi vzhod, center vzhod proti Lidlu, tako da ocenjujemo, da bo tudi z vidika zagotavljanja prometne varnosti narejen še en korak naprej. Kako bo pa s parkirnimi mesti? Vemo, da tukaj kronično primanjkuje parkirišč. Se kažejo kakšne možnosti za morda še kakšna dodatna? Ja, tudi tako kot sem omenil, na tako imenovanem južnem zgornjem delu bo ob cesti še tako imenovani, bi rekel, prostor za, se pravi, javni del parkirišč, kaj drugega kot to pa najbrž na tem področju težko uredimo, ker vemo, da potem, če posegamo na funkcionalna zemljišča, pa status in pa lastništvo teh zemljišč je lahko vprašljivo, zato je naš odgovor, da delno, bi rekel, še dopolnimo to manko, ki je zagotovo posledica že načrtovanja iz preteklosti in pa spremembo načina življenja v tem času prenesli, da lahko za to dopolnitvijo, bi rekel, dodatnih javnih parkirišč vsaj delno nadomestimo ta primanjkljaj. Kaj pa garažna hiša, o njej se je govorilo, to je bila ideja? Zaenkrat ostaja pri ideji, bomo videli, kaj bo čas prinesel, zagotovo možnosti za to še vedno obstajajo. So pa pred vrati tako rekoč tudi razpisi, na vseh teh dejavnostih, ki jih občinski proračun sofinancira. Kako bo letos z njimi, gospod župan, kdaj grejo ven in seveda kdaj bodo izvedeni? V teh dneh bodo razpisi zunaj za vsa področja, se pravi tako kultura, šport, mladina, sociala, se pravi bodo, bi rekel, objavljeni razpisi, tako da bo v mesecu februarju to, bi rekel, to najbolj pomembno delo, se pravi na področju društev, družbenega življenja. Jaz le pričakujem, da bo, se pravi, tudi koronavirus počasi dosegel svoj vrhunec in začel omagati v svoje poti in pa, se pravi, trdoživosti, in da bo omogočil predvsem na tem področju, se pravi, družbenega življenja, nam letos več, bi rekel, možnosti, aktivnosti, predvsem pa društvom in klubom spet normalno delo. Tega se res zelo želimo, ker tega vsi skupaj zelo pogrešamo. Zagotovo. Litija bo letos praznovala 70-letnico od dneva, ko je bila povzdignjena v mesto. Boste na občini posvetili tem dogodku kakšno pozornost? No, saj verjetno je to bolj vprašanje za mestno skupnost, pa vendarle. Ne, občina računa na to zadevo in pričakujemo, če bo
avtor izdelave pomnika čebelarski pravdi spoštoval rok, ki je določen. Potem pričakujem, da bi lahko do 12. aprila na nek način res smiselno popolnili krožišče pri Hoferju z postavitvijo pomnika, se pravi čebelarski pravdi, čebelice in pa lipov list z cvetjem, ki naj bi simboliziral to izredno, bi rekel, pomemben dosežek litijskih čebelarjev pred dobrimi 100 leti. Sicer smo načrtovali najprej že ta dogodek v lanskem letu ob 100-letnici društva, ampak se mi zdi, da je zelo smiselno, da mogoče 100-letnico društva in pa 70-letnico mesta povežemo z enim takim lepim spominom. Hvala lepa za pogovor, gospod župan Franci Rokavec. Jaz vam želim uspešno delo še naprej. Vidijo se prihodnjič, do takrat ostanite zdravi in nasvidenje. Hvala tudi vam in vse dobro vam in spoštovanim gledalkam in gledalcem.